Tisto bomo pekli. Lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Ja, danes bomo spekli jogurtovo pito. Tole, če mene vprašate, je kar ena taka slovenska klasična sladica oziroma pecivo. Tale pita je res preprosta za pripraviti. Dve komponenti vsebuje. Najprej naredimo testo, ki ga razdelimo na dva dela. Enega damo spodaj v pekač, drugega povrh jogurtove kreme naribamo. Vmes imamo pa jogurt, kislo smetano, malce beljakov, skratka res 1, 2, 3 pripravljeno. Pa še sadje lahko dodate noter, če želite. Jaz bom pa zdaj to kar poskusil, ker pač preprosto tole je res nekaj najboljšega. In najbolj simpel, ko lahko naredite. Gremo peči. Najprej pripravimo maso za testo. Moko presejemo skupaj s pecilnim praškom ter sladkorjem v prahu. K suhim sestavinam nato primešamo še vaniljev sladkor ter sol. Vse skupaj premešamo, damo v skledo mešalnika in dodamo še na kocke narezano hladno maslo. Evo, tole zdaj premešamo z temlem lopatastim nastavkom. Zgleda kot lopata, verjetno je lopata, se ne vem, mogoče pa ni. Jaz smo tako rečem. Anyway, premešamo in potem bomo dodali še 3 rumenjake in pa limonino lupinico. Moko in suhe sestavine premešamo tako, da bo nastala nekakšna drobtinasta zmes, zdaj pa vzamemo jajca, jih ločimo na beljake ter rumenjake. Uporabili bomo 3 jajca. Zdaj bomo pa v skledo mešalnika k suhim sestavinam ter maslu dodali še limonino lupinico ter rumenjake. Vse skupaj premešamo. Takole izgleda testo, ko je premešano, to se zdaj, če ga stisnete, mora ostati v tej obliki. Polovico ga bom stisnil, zavil v folijo in dal v zamrzovalnik, ker to bomo naribali potem po vrhu kreme. Polovico bom pa kar zdaj prestavil že v pekač in vse skupaj dal v hladilnik, vse skupaj nekaj pol urce odstoji, vmes bomo pa kremo pripravili. Polovico testa, ki ga bomo kasneje naribali, zavijemo v folijo ter damo v zamrzovalnik za pol ure. Ostalo polovico pa razporedimo po dnu pekača. Takole pritisnemo z vilico ali pa si pomagamo s takšnim priročnim valjčkom. Takole, zdaj ko se hladi, jaz sem vzel tale čvrsti jogurt, pripravili bomo namreč nadev. Pol kile jogurta, 300 gramov kisle smetane, tole zaenkrat zmešamo, potem bomo pa še dodali beljake stepene. Eni dajo moko, jaz bom dal malo škroba, cukrček, take stvari, a veste, to je čisto simpel recept. K jogurtu primešamo kislo smetano, zdaj pa vzamemo sladkor ter mu primešamo koruzni škrob. To skupaj premešamo zato, da se bo potem lažje umešalo k jogurtu ter kisli smetani. K škrobu ter sladkorju dodamo pa še vaniljev sladkor. Zdaj pa tale sladkor, škrob premešamo k jogurtu, dodamo še limonin sok. Vse skupaj dobro premešamo, da ne bo grudic. Če se vam zdi, da tale masa ni dovolj kisla, pa ne bi radi dali preveč limone ali pa, kompliciram, ne vam povem pa en trik. Lahko uporabite citronsko kislino pri takalih kremah, res čisto malo tako četrt žličke, ki bo dodala tako res malce bolj ostro kislino, ki jo mogoče iščete potem v končni sladici in bo malo bolj emulirala, ker ste ugriznili v svežo limono, čeprav niste, no. Skratka, citronska kislina, mogoče en mini trik, kako lahko tole malce izboljšate. Čvrsto stepene beljake zdaj enakomerno umešamo k jogurtovi masi. Tole vlijemo oziroma prelijemo čez osnovo za pito, ki sem jo vzel iz hladilnika. Zdaj pa vzamemo iz zamrzovalnika tisto polovico testa, ki smo ga dali na stran in ga na grobo naribamo kar povrh jogurtovega nadeva. Zdaj še en lep upgrade, tukaj bi bil zdrobljen cornflakes. Sam ideja. Zdaj damo pa tole v pečico, 40 do 45 minut, približno 45, da rečem, ampak jaz pri 40 začnem čekirati, 180 stopinj. Ok, zdaj tole je bilo že pečeno nekaj cajta nazaj, jaz se nisem mogel zadržati, pa sem probal še toplega, ne to narediti, ker se ne drži najbolje skupaj.
tole je bilo zdaj v hladilniku sicer čez noč, ampak tudi le par ur bo dovolj. Zdaj pa dajmo razrezati. Jaz sem pito spekel v pekaču 20x30 cm, narezal jo bom pa na približno 15 porcij. Pa res poskrbite, da je dovolj ohlajena, vsaj 4 ure v hladilniku ali pa čez noč. Želim vam veliko zabave pri ustvarjanju in dober tek!